Pozdravljeni! Tudi v tokratnem 8. komentarju novic si bomo skupaj ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Čeprav je dogajanje v svetu Formule 1 v polnem zamahu, sem tudi tokrat dobil 4 različne teme, kjer sam menim, da določene novice niso dobile dovolj pozornosti ali pa rabijo prav poseben komentar. Tudi tokrat, kot ponavadi, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjico do originalov navedeno v samem opisu. Mi pa pojdimo k današnjem prvem sklopu novic, ki nam bo povedal marsikaj o pravkar začetih testiranjih v Bahreinu. Na testiranjih pred začetkom sezone lahko sodeluje le en bolid na ekipo, zato si morata oba voznika nekako porazdeliti dolžnosti. In 20. februarja smo lahko na italijanski verziji spletnega portala motosport.com našli tabelo, kako bodo pri raznih ekipah razdelili te dolžnosti. In videli bomo, da pravzaprav so se tega lotili na bistveno različne načine. Najprej moram poudariti, da ne obstaja neko točno določeno pravilo, ampak vseeno bomo videli nekaj zanimivega. Če začnemo pri samem Red Bullu. Prvi dan bo v celoti posvečen Maxu Verstappenu, nato si bosta v drugem dnevu Perez in Max razdelila dopoldanski in popoldanski termin, na koncu v petek bo seveda RB20 v celoti na razpolago Sergiju Perezu. Podobna situacija pri tovarniški ekipi Mercedes. Le da prvi dan bo v celoti na razpolago Georgeu Russellu, drugi dan Lewisu Hamiltonu, v petek zjutraj Hamilton, popoldne Russell. Čista razlika, kjer vidimo, da je dobil Lewis Hamilton manjšo prednost, namreč Russell bo imel 24 ur pauze med tistim prvim poizkusom in zadnjim. Pri Ferrariju vemo, da v prvem dnevu bosta najprej nastopila Leclerc in nato Sainz, nato še niso objavili, kako so se zmenili in določili. Pa pojdimo k McLarenu, kjer imamo izjemno drugačno razporeditev. Piastri dopoldne, Norris popoldne, prvi ter drugi dan. Tretji dan v obratnem vrstnem redu, Norris dopoldne ter Piastri popoldne. In zadeva bi bila lahko na prvi pogled bistveno bolj logična in bolj, recimo temu, naravna. Čeprav, na primer, pri Aston Martinu so si izbrali nekaj podobnega. Alonso zjutraj, Stroll popoldne v prvih 2 dnevih in seveda zadnji den obratno. A če primerjamo McLaren ter Aston Martin, bomo videli neko bistveno razliko. Namreč imamo tako Piastrija kot Alonsa v enakih razporeditvah, ampak Alonso ima bistveno večji izkušenj kot Piastri, kot da bi nekako tu zamenjali glavne vloge. Pri Alpinu imamo verjetno eno izmed najbolj poštenih razdelitev. V prvem dnevu Ocon zjutraj, Gasly popoldne, nato obratno drugi dan Gasly zjutraj in Ocon popoldne in seveda ponovitev letega tretji zadnji dan testiranj. Pri Williamsu Albon in Sargent v sredo, nato četrtek v celoti rezerviran za ameriškega voznika in petek zadnji dan v celoti rezerviran za Albona. Kaj pa Racing Bull? Tsunoda, Ricciardo v prvem dnevu, kar se bo ponovilo tudi v drugem dnevu in v tretjem dnevu obratno, kjer bo Daniel na progi dopoldne, Yuki pa popoldne.
Zauber s podobno strategijo Bottas, Žu, seveda prvi dan na to Žu, Bottas in ponovno Bottas, Žu. Izgleda, kot da pri švicarski strukturi niso preveč uporabljali fantazije. In seveda enako bi lahko dejali za ekipo Haas. Magnussen, Hülkenberg, Hülkenberg, Magnussen in ponovno Magnussen, Hülkenberg. In vidimo lahko, kako ekipe v svetu Formule 1 čisto drugače naredijo te razporeditve in pravzaprav tudi pri takih malenkostih lahko zaslutimo, da določeni vozniki dobijo manjšo prednost. A o tem seveda kdaj drugič. Pojdimo raje k drugi današnji temi. Okrog afere Horner ni še vse pojasnjeno in kot poroča spletni portal GP-blog 21. februarja, se znajo zadeve še zakomplicirati. Namreč na ekipo Red Bull je bilo naslovljeno zasebno pismo, ki je prišlo iz Detroita, iz sedeža samega Forda. In v tem pismu jih vljudno naprošajo, da čim prej raziščejo vse dejavnike v povezavi z obtožbami okrog vedenja Christiana Hornerja. Drugače, kot pravijo sami, bi se lahko tudi Ford odpovedal sodelovanju z njimi. In seveda tu imamo kar nekaj zanimivih faktorjev, katere velja omeniti. Prvič, Christian Horner ostaja na svojem mestu. Prisoten bo tudi na predsezonskih testiranjih, kot da se ne bi nič zgodilo. Drugič, tako lahko GP-blog dobi zasebno pismo, ki je bilo poslano strani Forda na Red Bull. In seveda tretjič, če se Ford hoče umakniti iz Formule 1, še preden bi v sezoni 2026 dobesedno vstopil kot pokrovitelj pogonskega sklopa, ima to res kakšno vezo z afero Horner? Po mojem mnenju ne. Namreč, če ste sledili dogajanju v preteklih tednih, ste verjetno opazili, da ekipi Andretti Formula One Management ni dal tiste zadnje zelene luči, da bi se pridružila cirkusu. In to je pomenilo, da tudi njihovo sodelovanje s Cadillacom ne bo uresničilo tistih sanj od neki ameriški ekipi. Sedaj se lahko začnemo spraševati, je Ford podpisal pogodbo z Red Bull Powertrains samo zato, da bi nekako konkuriral Cadillacu tudi v svetu Formule 1? Sedaj, ko Cadillac'a ni več, je verjetno vsak izgovor dober, da bi se nekako povlekli ven iz te finančno izjemno zahtevne avanture. Pri Fordu ne bi bilo prvič, da so samo plačali za ime na pogonskih sklopih oziroma motorjih. Spomnimo se, da pravzaprav Ford Cosworth DFV s Fordom razen denarja ni imel nobene zveze. A zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Vsekakor, tudi če izgubijo pokrovitelja, Red Bull Powertrains bo za ekipo Red Bull v sezoni 2026 tisti dejanski dobavitelj pogonskih sklopov. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Zaenkrat pojdimo k naši tretji današnji temi. Pred samim začetkom predsezonskih testiranj so pri ekipi Haas že nekako tradicionalno predstavili svoj bolid. O tem poroča 21. februarja spletni portal RaceFans. Kako bodo dejali mnogi, a niso pri Haasu prvi pokazali njihovega VF-24? Mnogokrat sem izrecno poudaril, da v tistem primeru je šlo za predstavitev barvne sheme. Nato smo dobili 8-sekundni posnetek tistega pravega bolida, iz katerega sem napravil analizo čez nekaj dni.
A uradna in skladno s tradicijo Haasa skromna prireditev je bila tik pred začetkom samih aktivnosti na progi. Tako da tisti, ki so pravili, kako so pri Haasu prvi predstavili svoj bolid, menim, da so se malce zmotili, ne ločijo med samim bolidom in seveda njegovo barvno shemo. Ne bi bilo prvič in nažalost ne bo tudi zadnjič. A pojdimo še k naši zadnji današnji temi. Tudi tokrat za konec nekaj malce bolj lahkotnega in šaljivega. Verjetno je marsikdo opazil, da v predhodnem prispevku sem objavil fotografijo volana tovarniške ekipe Mercedes z rahlo čudnim gumbom. O tem so govorili tudi na spletnem portalu GP Blog 20. februarja. Namreč kar naenkrat lahko vidimo, da se je tam pojavil gumb s simbolom znane aplikacije WhatsApp, kar bi mogoče po nekaterih interpretacijah pomenilo, da Lewis Hamilton bi lahko pisal sporočila med vožnjo. A zavedati se moramo, da takšno dejanje je izjemno nevarno že med vožnjo osebnega avtomobila, kaj šele med vožnjo bolida Formule 1. In pravzaprav gre za marketinško potezo. WhatsApp je bil prisoten že kot pokrovitelj same predstavitve modela tovarniške ekipe Mercedes W15. In sedaj tisti gumb, ki je namenjen radijski komunikaciji, so odeli v barve te aplikacije. Namreč kakršnokoli pisanje sporočil ali pošiljanje fotografij in podobno je po pravilniku strogo prepovedano. Spomnimo se, kaj je napravil Santino Ferrucci v Formuli 2. V bistvu si je uničil kariero samo zaradi svoje vročekrvnosti in nespametnega početja. Sveda, takrat Santino je bil rezervni voznik pri ekipi Haas. Nekako je popravil tisto, kar je ostalo od njegovih možnosti, seveda v ameriških serijah v IndyCarju. Ampak bil je velik obet za Formulo 1 in zaradi takšnega nespametnega dejanja je šlo vse po zlu. Torej, tudi takšne promocijske dejavnosti, kot je samo sprememba barve gumba na volanu, lahko marsikaterega navdušenca pripeljejo do napačnih sklepov. In tega bi se morali tudi pri WhatsAppu in tovarniški ekipi Mercedes zavedati, da ne bo kdo napačno interpretiral tistega, kar so pokazali. A danes za naš 8. letošnji komentar novic je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.